V specialistični ambulanti za diabetes Grosuplje delam od leta 2007. Z obravnavo oseb s sladkorno boleznijo se ukvarjam zadnjih 9 let. Zaposlena sem pa v diabetološki ambulanti UKC Ljubljana na Vrazovem trgu 1. V diabetološki ambulanti v Zdravstvenem domu Koper sem zaposlena 7 let. Ves ta čas se tudi ukvarjam z osebami s sladkorno boleznijo tipa 1, tipa 2, gestacijskim diabetesom in tudi posebnimi oblikami sladkorne bolezni. Zanimiva izkušnja iz obdobja začetkov dela v naši diabetološki ambulanti je bilo izobraževanje v Steno centru na Danskem, v Kopenhagenu. Tam smo morali živeti kot sladkorni bolniki. Kot sladkorne bolnice, sladkorni bolniki si aplicirati placebo injekcije inzulina, jesti bombončke kot tabletke, po vsakem kosilu se sprehajati in živeti zdravo življenje. Tekom dela v ambulanti so se res nastale številne zgodbe, težko bi prav določeno izpostavila. Spoznala sem tudi številne zanimive paciente. Morda bi izpostavila to, da sem najbolj vesela, kadar pacient navodila, ki jih prejme pri ambulantnem pregledu, poskuša do naslednjega pregleda upoštevati oziroma uresničiti, ker tukaj se potem čuti ta najina povezava sodelovanja pri obvladovanju sladkorne bolezni. Med našim delom nam bolniki veliko zaupajo. Tako se spomnim, kako je doktor enkrat razlagal, kako si bolnik s tipom 1 sladkorne bolezni ni hotel meriti krvnega sladkorja, oziroma takrat se je spremljalo krvni sladkor samo v urinu in je velikokrat šla mama za njim in v školjko pomočila listek in že tam so bili prisotni ketoni, tako da si lahko samo predstavljamo, kako zelo visok sladkor je v resnici bil. Inzulinske črpalke, senzorji, samokontrola, samomerjenje, kontinuirano merjenje glukoze, čim manj špikanja z novimi sistemi senzorja in čitalnika. Skratka, to so neki mejniki v zdravljenju sladkorne bolezni z inzulinom. Pa tudi, da omenim še zdravila za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, ki so prav tako revolucionarna, ker zdravijo sladkorno bolezen, srce in ledvice in tako omogočajo, da celostno obravnavamo sladkorno bolezen in številne pridružene bolezni in dejavnike tveganja. Ja, v zadnjih letih je tako zdravljenje sladkorne bolezni, torej zdravila, razvoj zdravil je dosegel skokovit napredek. Na tržišča so prišla nova zdravila, ki jih lahko v bistvu uvajamo v klinični praksi. S tem se odmika nekako čas do uvedbe inzulina in imamo več možnosti zdravljenja za osebe s sladkorno boleznijo. Na drugi strani pa sam tehnološki napredek, kjer je recimo zdaj omogočena neboleča samokontrola, torej možnost uporabe senzorskega sistema in na ta način meritve glukoze. Tako da tako tehnološko kot terapevtsko je bil velik napredek. Zdi se mi, da je velik mejnik bil, ko so dobili peresnike, se pravi, da je iz teh ampul in črpanja inzulina iz ampul prešlo na v bistvu pero, ki je v bistvu podobno navadnemu svinčniku in so bili bolniki zaradi tega zelo sproščeni, kot da bi imeli svinčnik v žepu, pa so lahko nosili inzulin s sabo. Drugi velik pomemben mejnik so razvoj inzulinskih črpalk, kar je bolnikom zelo olajšalo vsakodnevno zbadanje, kajti z inzulinsko črpalko se precej enostavneje aplicira inzulin. Velik napredek so senzorji za merjenje krvnega sladkorja. Bolniki velikokrat rečejo, da zdaj v vsakem trenutku vedo, koliko je krvni sladkor in ga imajo lahko res pod nadzorom, posebno tisti, ki slabo čutijo hipoglikemije. Danes si je težko predstavljati, kako je bilo v preteklosti, ko še ni bilo inzulina. Imamo na kongresih, sem videla,
številne slajde, ki so prikazovali začetke prve zdravljenja inzulinom, in to je bila res revolucija v zdravljenju in neizmerna pomoč bolnicam in bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 1 in seveda kasneje tudi tipa 2. Jaz mislim, da je bilo takrat zelo težko, v bistvu se zelo težko postavim v njegovo kožo, sploh pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 1, kjer je v bistvu nadomeščanje inzulina življenjskega pomena, in če ne bi imeli inzulina, je to v bistvu bi imelo za njih usodne posledice. Tako da mislim, da je odkritje inzulina prineslo res velik napredek pri samemu zdravljenju sladkorne bolezni. Mislim, da je bilo zdravljenje sladkorne bolezni pred ero inzulina zelo težko in zelo frustrirajoče, kajti bolnikom niso imeli kaj ponuditi in so lahko samo gledali, kako se razvijajo zapleti in bolniki počasi umirajo. Z razvojem inzulina pa imamo vedno na voljo zdravilo, ki učinkovito zniža krvni sladkor, saj lahko nadomestimo hormon, ki telesu manjka. Tako da se mi zdi nepredstavljivo, kako je bilo zdravljenje pred dobo inzulina. Da bolniki, ki so dobili diagnozo, ne sprejmejo to kot bolezen, kot diagnozo, ampak kot izziv. Jaz običajno taki osebi svetujem, da sladkorno bolezen vzame kot izziv oziroma kot življenjsko sopotnico, s katero se nauči živeti. Odsvetujem pa, da vzame to diagnozo kot neko kazen, ki ga je doletela v življenju, ker v tem primeru pa v bistvu verjetno izidi zdravljenja in uspešno zdravljenja ne bodo tako dobri in optimalni, kot bi bili, če pacient to diagnozo res sprejme. Zdaj, različne so diagnoze sladkorne bolezni. Vemo, da poznamo tip 1, tip 2 gestacijsko sladkorno bolezen. Nosečnice lahko potolažimo, da je to sladkorna bolezen, ki bo minila in ki bodo potem povsem zdrave, medtem ko ostalim bolnikom pa tega ne moremo reči. Tako da bolnikom s sladkorno boleznijo tipa 2 največkrat rečem, da lahko normalno živijo, dobijo zdravila in hkrati niti ne čutijo, da imajo to bolezen. Zdaj, pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 je to nekoliko težje, kajti oni morajo razmišljati ob vsaki hrani, kako aplicirati inzulin, ob telesni aktivnosti, da ne bo šel sladkor prenizko. Ampak kljub vsej tej skrbi z novejšo tehnologijo mislim, da je njihovo življenje postalo zelo podobno našemu življenju, podobno so oni še bolj aktivni kot mi, ki smo zdravi, in menim, da nimajo nobenih omejitev, lahko počnejo, kar hočejo, s tem, da spremljajo svoj krvni sladkor. Tako da tudi mladim poskušam razložiti, da nič hudega, če se je pojavila ta sladkorna bolezen, ker zdaj imamo orodja, ki jo lahko obvladujemo in tudi spremljamo.